V tokratni oddaji Moj odnos do zdravja gostim Brigito Langerholz, ki nam bo povedala. Povedala bom o moji poti, kako sem začela, kako sem prišla do olimpijskih iger, potem izzivih, ki sem jih imela z raznimi boleznimi, kako sem potem iz depresije prešla v svojo poslovno pot, o svetlobnem jeziku in o prehranjevanju. Oglejte si to oddajo, ker je zelo, zelo zanimiva in zelo poučna. Dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem danes povabila Brigito Langerholz, bivšo olimpijko, sigurno jo poznate, Bloudkovo nagrajenko in za seboj ima precej študija iz različnih modalitet, pristopov k razvoju človeka, osebnosti in to danes tudi predaja različnim podjetjem v Sloveniji. Dobrodošla, Brigita, v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala, res. Daj nam povej, kje se je tvoja pot začela do tega, kar zdaj počneš. Verjetno te je ta pot olimpijska tudi zelo izoblikovala in si že tam ta znanja prakticirala, seveda zdaj pa predajaš ta znanja naprej. Ja, v bistvu pri meni se je začela s porodom, pa potem v bolnišnicah, tako da nikoli jaz nisem bila tisti tip človeka, ki je videl nekoga v športu doseči nek uspeh in potem jaz grem v to smer, ne. Jaz sem bila ravno vedno iskala metode, da se pozdravim, pa da nekako lahko sem z otroci, ki so normalni otroci, se pravi sploh telovadim, kaj šele atletko treniram, ne. In v bistvu zgodba se je začela, ko sem imela okužbo z eno bakterijo v porodniški sobi in potem sem bila 3 leta malo tu, malo pri mami v oskrbi v bolnicah, ne. In potem v osnovni šoli so me dali na telovadbo z otroci s posebnimi potrebami, tako da tam se tudi nisem nekaj počutila v redu med njimi, čeprav so res čudoviti otroci. Ampak še vseeno sem imela, takrat, ko nisem bila bolana, res velike navale energije v mojem telesu, ne, tako zelo sem drugače aktivna oseba. Zdaj v fazi počitka pa je spreganje iz tega podivjanega sveta, jaz rečem, ko greš v perimenopavzo in podobno. Ampak to mi je zaznamovalo, ne, to mi je zaznamovalo, recimo 35 let mojega življenja. In jaz sem v bistvu začela športi samo zato, da sem najprej spadala med otroke, se pravi sošolce, da nisem bila več neka siva račka, se pravi nisem bila ne črna, ne bela, ne nek vmes. In kasneje, ker sem bila kar naenkrat zelo dobra, nimam pojma od kje, ne, so me pač trenerji in vsi ljudje, najprej v Škofji Loki, potem v Kranju usmerjali v šport. In to je bila moja v bistvu pot, ki mi je vedno odpirala vrata, no. Pa so starši že takrat uporabljali kakšne naravne pristope k zdravljenju ali si ti potem to videla, da pa to pa mogoče res deluje? Ja, dobro vprašanje. Razen kakšne čebule na podplate in podobno. Vem, da mi mama neke obkladke devala, ko sem imela težko astmo, ne, posledica vseh teh antibiotikov, ko v tistem času je bilo res moderno predpisovati antibiotike, ne. In nekateri so potem imeli še desetletja posledice potem, ne. Ne, moram reči, da mama je vedno bila v Patru Ašiču in podobnem, ga raziskovala, hodila po gmajni, skozi nabirala zadeve, večina v borovnice, no, ampak še druge stvari. Ni pa nikoli potem v tem obtičala, ker je še vedno poslušala prvo zdravnike in takrat je bilo res kemija v ospredju. In so mi veliko tega dali, ampak žal moje telo ni to zmoglo in sem imela cel kup posledic, ne. Tako da potem sem iskala same rešitve in prva je bilo dihanje, joga. V bistvu me je prinesla nazaj k temu, da nisem imela več toliko napadov in kasneje bi lahko rekla, da tudi zaradi psiholoških vpogledov, ko sem pogledala globlje, ne, v moje travme in vse od otroštva, sem zaprla to astmo, no, in z dihalnimi tehnikami. Oboje je zelo pomagalo, no. Kateri so pa bili te simptomi, ki si jih doživljala? Ja, v bistvu so bili anksioznost tudi vmes, poleg astmatičnih napadov, ne. Začelo se je konec osnovne šole, pa potem v srednji šoli. Vsi ti večji prehodi, ki so bili, so mi sprožali, zimski prehodi recimo ali pa pomladanski, alergije, neke strahove, tako da veliko je bilo tega, no. In skozi sem iskala rešitve. Pri meni ni bilo dovolj
nekaj mi pomaga, a mi lahko pomaga 100%. Vedno je bilo to vprašanje. Se lahko do konca pozdravim že enkrat. To je bilo, ja. Ja, zelo zanimiva pot, tudi jaz sem bila zastrupljena. A tudi? Ja, jaz sem bila zelo zastrupljena Joj. s raznimi temi kemičnimi produkti, da jih zelo ljubkovalno imenujem. Sam pri meni se mečkam hujš končal, kot pri tebi. Joj, ja. Ja, tako da je bilo od alergij, zaprtosti, kožnih obolenj, Oh my God. težav z presnovo, prav s prebavo, no in na koncu v bistvu sem še raka imela. Ne. Še to, ja. To je bilo pa tako, je bilo pika na i, no, ampak od takrat naprej, ko si bil pa ta proces čez, zdaj pa dihamo. Zdaj pa veliko lažje, zdaj so se pa te strupi splavili z mojega življenja in dejansko nekdo, ki je šel skozi to, tako kot si ti zdaj rekla, to pusti tudi psihološke posledice. Jaz vem pri sebi, ker sem bila tudi kar nekaj pač v bolnici, od teh strahov, napadov, do enih prav nezmožnosti se postaviti za sebe, ena avtoriteta je zmeraj nekaj mogla reči, takole, do tega, da je bila nevrednost, nesamostojnost, skratka, vse te, verjetno je bilo pri tebi dosti podobno, te psihološke, ki si govorila. Ja, jaz sem se zelo bala ljudi, ko sem razmišljala za nazaj, pa ko smo pisali knjige, sem rekel, kje se jaz toliko ljudi bojim? Danes je ravno kontra, ne? In tako, niti pozdravci nisem upala ljudi in v bistvu sem označila takoj za neprilagodljivo, ta otrok je čuden, v resnici sem se pa zelo bala znotraj sebe, ne? Ampak to ti res naredi institucija, kjer si zaprt. Pač jaz sem bila sama zaprta, ker sem imela vedno neke infekcije in takrat niso dovolili ne staršev zraven, ne osebje pač z nekimi zaščitami. Tako da res pusti te posledice osamljenosti. Ja, in kasneje se je pol pri meni razvila, to je bilo itak zaradi športa, tudi poporodna depresija, ki je bila itak zaradi bolnišnic, kar še nisem razrešila in zaradi vseh čustev, ki jih potlačeš v športu, tudi lepo dol, ne. Tako da ja, zdravje sem zakrpala, ampak so potem ratele te psihične posledice, ki pa tudi so hotele na plan, da jih majčkeno pogledaš pa prevetriš, ne. To je. Rekla si, da si uporabljala dihanje. Kakšno posebno tehniko ali... V bistvu sem probala vse dihalne tehnike, kasneje sem se izučila tudi za učiteljico joge, ker si mislim, to nam nikoli učila, to je za mene, potem se eno obdobje, ki je bilo res težko tudi učila, ne. To pranajamo, izmenična se pravi izmenično dihanje, potem ta box breathing, ki reče 4 vdihe, 4 zadržiš, 4 ali pa 8, ne. Potem sem imela ta ujjayi dih, tudi trebušno dihanje, izredno čudovito. Ta je meni zelo pomagal. Ja, res. Prejšnje leto, ko smo bile s kolegicami na kundalini jogi na Madžarskem, smo v bistvu ta kundalini, to trebušno dihanje, kako to meni paše. Sem si rekla, zakaj tega večkrat spet ne delam, ne. Ampak res priporočam vsakmu, ki ima neke dihalne stiske, dihanje res pomaga, različne dihalne tehnike in potem ugotoviš, katera je tvoja, ne. Ja, jaz sem ugotovila v bistvu, da ni samo, če ima nekdo dihalne stiske, ampak katerekoli simptome, karkoli, zato ker to je posledica enih ujetih čustev, misli, energij in z dihanjem prinesemo noter življenje. Ja, točno to. Kako se je tebi začelo to odvijati? Kako si spoznala, da dih je pa to? Ja. Jaz sem začela hoditi konec osnovne šole v jogo, ker še nisem trenirala neke resne atletke, v Škofji Loki. Se pravi, namesto, da bi šla Hmas, sem šla v jogo vadbe, kar je bilo takrat prepovedano. Praktično se nas imeli za kako se reče, da si v sekti, ne? Sekta, ja. Jaz sem bila tudi v sekti. Ja, in v bistvu potem čez 4 leta kasneje sem šla na štipendijo v Ameriko, je bila pa meka joge Los Angeles in sem rekla, končno moj pleme, ne, sem našla. Tačas sem se pa mogla skrivati, v bistvu, ko sem hodila. Starši, po mojem, so šele iz moje knjige zvedeli, da sem hodila na jogo že toliko zgodaj, ne, ker praktično sem sama financirala in vse. Meni je zelo dvigovalo zavest, jaz sploh nisem imela pojma prvo, kaj je to, ne. Ampak tako kar naenkrat moja samozavest je bila boljša, moje notranje dojemanje sveta, tako širilo se je, ampak to samo z asanami, z mantrami, z dihalnimi tehnikami. Ker rečeš, lej, koliko malo človeško telo rabi, ne.
takrat sem ratala izredno zmogljiva. Se pravi, ni me vsaka jesen pa prehlad kar neki, vsem da je dež padel, da me je pokosil, ne. Pa ne zaradi vremena, ampak to govorim uničeno črevesje od antibiotikov. Te bojo ostali vedeli, ne. Potem zdržala sem recimo težke treninge skozi bolj. Na začetku jih nisem, ne, trener vedel, aha, ta je ona najbolj krhka v skupini, potem je bilo vedno boljše in se je čudil in me nekega dne vprašal. Tako. In sem rekla, nič, delam jogo, rekel, okej, kar nadaljuj. Potem je on dodal še avtogeni trening in to je bilo to, ne. Ful je pomagalo, res, ja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Evo 10. Kako zanimivo v bistvu, da si imela tudi trenerja takega, da je dodal avtogeni trening. To je tudi ena izmed zelo učinkovitih tehnik, zato da človek lahko sebe sede, leže, natrenira za boljše rezultate, za boljše uspehe, za boljše odnose, za boljšo oziroma boljše razumevanje samega sebe. Kako si ti to sprejela? Verjetno si bila zadovoljna, ker si že jogo. Ja, v bistvu, jaz sem imela vedno srečo v življenju, kljub temu, da sem odraščala v enem takemu zelo osnovnem okolju, jaz rečem, prihajam iz res delavske družine, ki starša nista nekaj vlagala v to, aha, dobro je, da jo bomo podprli. Prej je bilo kontra, ne. Razen pa, ko sem bila že malo boljša, so me podprli nekako, ne. V bistvu je bilo tako, da sem imela vedno te ljudi, ki so k meni prišli, ki so bili 3 do 5 korakov pred mano, ne. Ampak jaz sem jim verjela, ker zaupala in Dobrivoje Vučkovič v Kranju, žal pokojni že, ne, umrl je že pri 56 letih, je bil zame en mistik. V njem sem tudi pisala v moji knjigi, ne, Do cilja naprej. In v bistvu je on vsem nam, najstnicam, predstavil avtogeni trening, kasneje vizualizacijo, potem še različne tehnike sproščanja, se pravi štetje navzdol, od to, kar tudi jaz učim, je v bistvu dal res čisto osnove in podobno. In meni je bilo to ono, wow, jaz se res dobro počutim, sem si rekla, ne. Manj strahov sem imela, se pravi tistih strahov pred tekmo, ki te včasih lahko presežejo toliko, da praktično zmrzneš na štartu, ne. Nekatere sem pa opazila, ki so skakale v daljino, so začele izvajati manj prestopov. Se pravi, je pomagalo, ne, tudi na psihi nekako. Predvsem pa tudi boljše zmogljivosti. Ampak on je bil takrat, po mojem, edini v Sloveniji. Res, ko sem sprašala v reprezentanci, nobeden tega ni delal. Vsi so mislili, da je to nek larifari, ne. Je bila pa druga zgodba, ko sem šla v Ameriko, jih je pa večina to že izvajala, ne. Tako da ja, je bil predhodnik, žal takih ljudi še vedno zelo malo, jaz rečem, v našem športu, saj v to krani dobi, ampak to bi vsi otroci rabili. Jaz rečem najkasneje začetek srednje šole, ker jim pomaga tudi to rabijo prej, to rabijo že prej, v začetek osnovne šole, zato da sploh pridobijo to samozavest in da presežejo te transformacije, ki se dogajajo in da začnejo verjeti v sebe in tudi veliko lažje se učiti. Točno to, ja. Jaz sem tako maturo v bistvu z vizualizacijo potem, mature nisem izdelala, sem padla, ampak sem si vizualizirala predmete, ki jih nisem mogla, ker sem bila toliko po tekmah. Potem sem izpit končni z lahkoto naredila, ne. Ja, neverjetno, koliko pomaga, ampak jaz sem se tako igrala, ne, s tem in je vse šlo. Tako da res vsakmu priporočam, no, taka orodja, to so osnovna orodja, jaz rečem. Kot dihanje, ne. In jih ne učijo samo kako se na trdo učiti. Pomnjenje čisto, ki brezvezno. Pomnjenje, v bistvu pa takele tehnike, recimo jaz sem zelo veliko poslušala, tudi sem si posnela snov, pa sem jo kar celo noč imela na auto-repeat. Ja, zelo pomaga, ja, točno. In pol kar ostane nek noter v polju, odmevajo stvari in pol kar enkrat pride ena informacija, ki ti v bistvu ne veš, od kje je prišla, ampak je pa ta informacija v redu, zato ker itak si jo že slišal toliko in toliko. Pa podzavest si res vse zapomne, ne, zelo naložen noter. Tako da jaz bi res vsakmu priporočala, da tisti, ki še ne ve, dajte otrokom to prenesti, bojo hvaležni za cel življenje potem naprej, ne. Ja, res, ja. Se pravi, začela si jogo, začela si avtogeni trening
Rekla si, da si to že zelo poznala, so te spraševali, kaj zdaj počneš, da si potem bila manj pod stresom, da si boljše rezultate dosegala. Kako se je pa potem stopnjeval naprej, ker v tvojem opisu, kaj si ti vse tudi potem študirala, si navedla, da si kar z nekaj krasnimi ljudmi študirala. Kako si to potem gradila naprej? Ja, v bistvu meni je bila srednja šola ena taka zelo velika stopnica, tako preskok fizično v mojemu telesu se je zgodil in psihično. Jaz, kar se spomnim tega obdobja, izredno veliki uspehi v športu, ki mi je res koštal pri odnosih. Se pravi, sošolci, najprej si bil prijatelj, pa je bilo tega malo manj, ne, logično. In sem ugotovila res, da v Sloveniji, ko nekako res odstopaš, ko greš prvi si nihče, jaz rečem, potem pa naenkrat si streliš se ven, kar sem ugotovila, da to ni edina moja zgodba, da je dosti, ko smo šli v tujino podobnih, dobiš opeke, dobesedno. In to sem doživela tudi, ko sem se vrnila nazaj na študij, ne. In mene je res izstrelil ta šport dobesedno. Jaz sem zmagala že na teh mladinskih olimpijskih igrah, evropskih. Potem sem dobila med drugim tudi Harvard univerzo štipendijo, kar je bilo takrat kaj, ne. Mislim tako, jaz, če bi imela takrat literaturo, da bi študirala pa teste naredila, bi šla takoj na Harvard, ker je bila to moja številka 1 univerza. In potem sem se odločila med 5 za USC, se pravi University of Southern California v Los Angelesu, ki je bila takrat znana, ne še toliko, danes je izredno znana univerza, ampak privatna, ne. In tam sem imel vse omogočen. Jaz sem čutila, da v Sloveniji, ker pač ni bilo, v Sloveniji je bilo tako, ko si bil dober, težko te je nekdo podprl. Sponzorji še tega niso prepoznali, po drugi strani sem imel veliko opek od zveze in podobno, o čemer sem pisala. In v bistvu bila edina pot v svet. In veliko nas je to naredilo in hvala Bogu, ker v bistvu smo potem bile bolj in bolj uspešne in v bistvu smo se tudi, saj jaz osebno sem zaprla in astmo v tujini in na samozavesti sem ogromno pridobila, ocene so šle v nebo, kar pri meni, jaz sem komaj izdelovala srednjo šolo, ker pač niso prepoznali, da ti si uspešen športnik, ne moreš biti enako uspešen v šoli. Pač zelo so se trudili, ampak določeni učitelji pa ne, ne. Jaz rečem na takratni gimnaziji. Tako da meni je Amerika res dala krila, ni vse bleščeče tam, ampak so pa izredno dobri v motivaciji. In nekoga, ki je dober, ga bojo še podprli, definitivno. Ja. In potem si tam, to je bil študij menedžmenta, se mi zdi. Ja, ekonomija, ja, potem magisterij tukaj, menedžment, ja. Ampak ti si pridobivala še druge Ja, točno. V Ameriki je bilo ful zanimiv. Jaz sem hodila najprej na delavnice Landmark course, se pravi Landmark Education School, ki je tudi v Sloveniji kasneje prišla, ne. In tam so bili tudi igralci. Jaz sem spoznala kar nekaj igralcev, teh, ki so potem postali zelo znani. Potem sem imela enega kiropraktika, ki je delal ne samo s Tom Cruisom, z vsemi te A-listerji, se pravi Star Wars, ne, se pravi te top serije ali filmi ali kaj so bili v glavnem. In oni so bili, v bistvu so mi devali treatments, jaz temu rečem, in tudi naravne metode zdravljenja, ne, bi rekel, oboje so obvladali. Se pravi, ta kiropraktik, njegova ekipa tudi, ne, in jaz sem se skozi gibala med ljudmi, ki so bili tako, ne 5 stopničk pred mano, ampak tako 100 stopničk, ne, tako da veliko sem zajemala od njih, ne, kar mi je koristilo. In sem še danes hvaležna, ker v bistvu res dobiš tam, ko imaš podporne ljudi v svoji ekipi, ali pa tudi, če niso čisto v tvoji, ne, da se od nekoga učiš tak, jaz temu rečem, motivacijo za naprej, da res ti ni nič težko. In to, ko sem se vrnila v Slovenijo, to sem res pogrešala nekaj časa pri nas. Še zdaj pogrešam, včasih rečem tudi v poslovnem delu, zdaj ne. In sem se rekla, pismo, če nič drugega, nekaj moram narediti na tej stvari, tudi za druge, ne. To je to, razmišljam, ja. Ja, tle v Sloveniji jaz tudi opažam, ni še tiste širine, da bi tudi strokovnjake iz drugih področij, ki niso toliko otipljiva, združili, da pomagajo. Ja, da bi skupinsko lahko, ja, točno to. Sodelujejo. Ja. Tam je bilo in alternativna je medicina, potem teli, ki so bili za kostno-skeletni sistem, mislim, vse je skupaj delovalo. Ni bilo vprašanja, jaz vem, sem imela aritmije zelo močne, me je poslal eni najboljši na Beverly Hillsu akupunkturo.
Meni je bilo to, oh my god, končno nekdo, ki me razume. Ne, mislim, tako glede moje aritmije. Prej je bilo samo od naših zdravnikov in tudi Tableta. tam. Ja, tableta ali pejte se rezati, ne, ablacijo, da bi naredili. Ne, jaz nekaj ne rabim, to jaz nimam časa, da grem na operacijo zdaj. In ona je z 2 tretmajema, z iglicami, nekaj da res na točko s pogovori, kaj se dogaja, res v otroštvu, odkje to izhaja ta moja anksioznost, ki je v bistvu se nadgradila z vrhunskim športom. In sva rešila vse. To je bilo to. No, to je to. Ja, na tak način. Zato, ker jaz tudi verjamem v to, da ko se energijski tok skozi telo spostavi, vsi problemi izginejo. Ja, res. In recimo akupunktura, odlično, recimo jaz imam Ivitalis, odlično, refleksoterapija, odlično. Skratka, pritiskamo na določene točke in telo se kar začne tako mehčati in odpirati. Zelo, res. Meni osebno je tudi Ayurveda zelo pomagala, recimo v depresiji. Res, jaz dam v 2 roki vse te alternativne medicine. Super so. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih bova midve nadaljevale najin pogovor. Med tem časom pa vas vabim, da greste na mojo spletno stran www.nejazupan.si in si prevzamete brezplačno knjigo Iniciacija energije. www.nejazupan.si/iniciacija-energije. Kako pa ti zdaj skrbiš za svoje zdravje? Kaj delaš? Ja. Kako uvajaš vse to, kar si povedala, v svoje življenje? Ja, v bistvu nam je bil družinsko največji mejnik, ko smo šli iz Gorenjske na Štajersko, ko smo se preselili na kmetijo, ne, ko smo končno kupili v bistvu eno večje posestvo za konje, ker otroci so ljubitelji konjev. In potem sem še jaz postala, ne. V bistvu sem že bila, ampak zdaj še bolj. Jaz skrbim tako, da veliko hodim bosa. Zelo mi je pomagali iz teh v ogromnih velemestih, kjer sem živela, pa iz tega džumbusa, kjer je v vseh velikih mestih, tudi naših, da grem na podeželje, kjer je mir. In ta živčni sistem se meni res umirja po tolikih desetletjih. In to je zame že neke vrste zdravljenje. Potem ogromno se s psom sprehajam, delam jogo še vedno enkrat na teden, plezam mogoče enkrat na teden na 14 dni. Zdaj počasi bom mogla spet začeti jahati, ker en otrok gre na srednjo šolo v tujino, se pravi njenega konja, da bo jahan. Tako da v bistvu poleg vsega dela, ki ga jaz malo manj delam, oziroma skoraj nič rečem mož na kmetiji, ne, on je res deklica za vse. Ampak tako je pač, njemu je tudi to zelo dobro in tam se sprošča. Jaz sadim rožice recimo, to je bilo meni zelo neverjetno, da sem jaz tega lotila, ampak opažam, da te rože, kljub temu sem vedno tako malo daleč, sem rekla, ne, ta esenca mene zdravi. Vsaka roža ima svoj, izrečem duh, svojo, nekaj, ki prenaša name in očitno me pokličejo tiste, ki jih rabim. To je to. Se pogovarjaš z rožami? Da bi rekla direktno ne, začutim jih pa, ker smo ogromno dela, recimo tudi ena vaja, ko greš v rastlino, ne, pri Jose Silvi, kar učim, ko grem mem zalime. To pa skozi slišim in je tako zanimiv, točno ona je suha. Mislim, ne moreš verjeti, ne. Pa jaz ne vem, kdaj se nazadnje zalila, ampak točno, aha, ta pa res rab vodo. Druge? Ne, nič ni glasu, ali kakor se reče, ne. Ampak eni se na tak način ne dobijo sporočila, eni se pa pogovarjajo, ne. Ne, jaz vidim, ko imam jaz nek odnos do rož, bojo uspevale, ko pa ne, mi bojo pa vse uvenele. To je res pri meni, takoj se pokaže. V kakšen v smislu odnos? Tako, Da se pogovarja z njimi ali... prvič, da jih ne predstavljam, to ful nimajo rade, sem opazila. Drugič, že tam, ki je njihovo mesto, jih pustim. Tudi če jaz mislim, da bi bilo kje boljše, ne. Tretjič, da jih občudujem. Jaz sem opazila, da je to tako, kot tisto, ko so naredili pred leti poskuse s tremi paradižniki, rože moraš občudovati. In prva stvar, ki sem jaz dobila včasih te, čudno so zdaj vizije, to je zdaj parkrat na leto, včasih je bilo tega več, da moram posaditi vrtance. In jaz sem se rekla, kakšne vrtance, jaz nimam pojma o tem. In sem jih posadila in toliko lepo uspevajo, oziroma sem jih moji tečajniki prinesli, brez da bi vedeli, da jaz to planiram, ne, se pravi, smo se že ujeli na Vibri, da sem rekla, pa očitno vrtnice morajo biti prve. In zdaj je še vse drugo. Tudi zelenava mi raste v tegeljcih, ker vrt še nisem uredila. Tako da je počas. Ja, to je moje v bistvu oaza, no, kar si vsak dan dam. Kako imaš pa glede prehrane?
Prehrano vedno izboljšujem, res. Zdaj pri perimenopavzi opazim cel kup nekih simptomov, ki se vedno s kolegicami pogovarjam, kam imaš ti, kam imam jaz, a sem jaz nora ali nisem. Probam res čim bolj brez glutena, ker to je kaos s tem, ekološko, kolikor je možno, pač ne gre vse, ampak probam, vse, kar bomo v vrtcu vzpostavili, bo ogromno. Čeprav je veliko še špricanja pa vsega, ampak pustimo, kolikor lahko. Zavedam se, da mora hrana rasti v zemlji, ker sem bila vmes v Dubaju, kjer sem delala med covidom in je bilo cela vizija iz Expo tega sejma ogromnega, koliko držav bo šlo na to vodno osnovo in v skladišče bo rast rastline in to ni okej za človeka. Ker jaz res čutim od kmeta, ko je rastlina, koliko sem jaz dalj sita, koliko sem zadovoljnejša, ko jo pojem, ker te čutenja so se mi res izostrila, kot pa neko, kar kupam v trgovinah, ki tudi če ne bi vprašala, vem, da je zrasla nekje v zaprtem prostoru. To je to. In to marsikomu je vseeno, to je zelo pomembno danes. Ja, to je ekstremno pomembno. Recimo Ayurveda in kitajska tradicionalna medicina za središče imajo element zemlje. In iz elementa zemlje vse raste ven. Ja. In tudi recimo ravno danes sem imela en masterclass dopoldan za eno skupino uspešnih podjetnikov, podjetnic in sem jim razlagala, da tudi to brez glutena je ena fama, ki jo je ustvarila prehrambena industrija. Tu se zavedam tudi, ja. In nima nobene osnove, kar je pa res, zato ker prihaja hrana iz prehrambene industrije, je ogromno pesticidov, herbicidov, fungicidov, ne vem kakšnih cidov še noter. In razvijo alergije ljudje. Ja, in to v kombinaciji z žitom povzroča težave, zato ker naš prebavni sistem tisočletja ni bil navajen oziroma ni usposobljen za presnavljanje teh strupov, ampak za hrano. In je res, tako kot si rekla, čim bolj kaj iz zemlje, veliko bolj je zdrava. Ja. Jaz imam najstnice in kot odpre hladilnik, zaprejo, mami, to ni hrana. Vi bi rade pakunge, ne? Jogurtke, pa to samo umetno. Ja, ne, to ni hrana. Jaz imam to pravo hrano, direkt z vrta in to je to. Se pravi, treba je tudi otrokom ozavestiti. Ne, ni to, kar dobiš že vse pripravljeno. To je poln tega cidov noter, ne? Iz tega izhaja. Ja, enih cidov, ja. Sem enkrat imela v moji ordinaciji starša, sta prišla z otrokom, ki ima en kup enih bolezenskih simptomov in težav, seveda tudi učne težave in tako naprej, težave z vedenjem. Mislim, otroka vprašala, kaj on je, palačinke, pica, makaron flaš, nutella s kruhe, z belmo kruhem na teli žemeljci, skratka 5 jih je naštel, da to on je. Pa itak je bilo skoraj vse narobe in pa otroka ven pošljem, zato ker se nisem hotela pred njemu stvari razlagati. Da sem staršem rekla, jaz lahko pomagam, samo otrok bo mogel začeti jesti zelenjavo in oče reče, jaz pa ne bom nikomu prepovedoval, kaj bo jedel, kaj ne. In bistvo pa je, da starši naučijo otroke, kaj je prav pa kaj ni prav. Točno. Ne, da otrok s svojim neznanjem posega v to, kaj bo zdaj jedel, pa kaj ne bo jedel. In je to, kar si rekla, ja, to je hrana, ne tisti s pakungam. Ja. Ampak ker so toliko navajeni, že marketing dela svoje, da je to ni zdaj normalno s mladim, se pravi pakungi, ne pa hrana direkt zelenjava, ki jo prineseš ali pa sadje, ker imamo ogromno sadnih drevesov, Ampak jaz jim vedno tako, če vidim, da izbirajo neke slabe navade, saj jih je zelo malo, ampak še občasno imajo, sploh v cikličnosti svoji, rečem ne. Glejte, tukaj imate nutelo, ki so jo naši pridelovalci naredili, večinoma lešniki in minimum sladkorja, se pravi lešnikov namazna nutela, ali pa to nutelo, ko vsi vemo, koliko je olja od palmovega in cukra itd. Zdaj se pa izberite in od 3 so že 2 preklopljena zdravo varianto. Tako da počasi gremo. Potem dam smutije in kdaj jim ponudim. To je pa dobro, pol kupam recimo pitaja, kar še jaz nisem vedela, da so 2 različne pitaje in temnovijolična in bel sadež, odlična za smutije, vsakmu priporočam toliko antioksidantov. Tako da take stvari, da se naučijo raznovrstnost okusov, ne samo iz tetrapaka okusi. Ja, super. Kako pa zdaj ti to tudi svojo poslovno potjo
povezuješ. Ja. Soseda mi je rekla, kaj pa ona se gre tele svetlobne kode. Mogoče, zdaj majhen na hite povej, se veliko časa nimamo več. Ja. Mož bi rekel, še danes ne vem, kva dela, ne. Tako da, ja, svetlobne kode so v bistvu energijska tehnologija, jaz rečem, ki je samo prenos energij preko svetlobnih kod, kar sem jaz začutila. To se je meni začelo dogajati leta 2019. Videla sem zlate znakce, ki so v bistvu prihajali vame in izhajali in mesece nisem vedela, kaj se dogaja. In potem sem našla po nekem naključju, ki ni bil naključje, Majo Metličar, razložila, to je svetlobni jezik. In ko sem googlala 3 zapisi, danes jih je na stotine, na milijone, sem rekla, pa kaj to? Zakaj bom jaz to? Ampak vedno te vodi pot tja, kaj si. Jaz sem se izobraževala bioterapije po Domančiču, z Gorevcem sem se družila, rečemo 5 let, nas je imel v športu, ne, pač energijsko nas je pregledoval in aktiviral stvari, ki je bilo potrebno. Tako da v bistvu jaz pomagam ljudem preko svetlobnega jezika, dobesedno da rečem, tam, kjer je zastala energija, se premakne naprej. Ne delam z bolniki, ker to ni moje poslanstvo, zato imajo drugi poslanstvo, jaz rečem odlično. Delam pa res z ljudmi, tisti, ki želijo v akcijo dati svoje korake, ne, in se nekje zataknejo. Potem izvajam akademijo za ženske, kjer gremo res čisto vse osnove, kar ženska trenutno danes gre čez, od nekje 30. 35. leta do po penziji, jaz rečem, ne po penziji, do smrti. Se pravi, cel modul 6-mesečni zasnovan. Izvajala sem tudi Jose Silvo, zdaj malo manj, no, učenje, to je bilo pa učenje alfa stanja, sproščanja, vizualizacija, to, kar je tako bilo moje, cel šport, ne. Občasno delam športniki, tek se vračajo, recimo dosti jih imam tudi s tujine. Tako da te 4, no, stebre. Pa zdaj sem razmišljala, da bi začela počasi spet malo dihanje učiti, ker vidim, koliko so ljudje ratali zopet naslednji val anksioznosti, ne prihaja z vsemi temi spremembami in še več jih bo, ne. Samo še za konec, kaj je tisto, kar bi predala našim gledalkam in gledalcem? Ja, jaz vsakemu želim, da se res uči o sebi, o svojemu telesu, delovanju, kaj ti služi, kaj ti ne. Prosim, ne se zanašati na to, vzemi tisto, kar so te starši naučili, ampak res tisto, kar ti služi, kar ti ne, pojdi raziskovati znanje, je danes ogromno. In vsako obdobje, sploh ženska, se izredno spremeni njeno biokemično stanje znotraj in mi moramo to res se izobraževati o tem, kaj mi služi, kaj mi ne, od prehranjevanja, spanja, počitka, dela itd. Predvsem pa počistimo odnose, počistimo vsi, kar še niso recimo res te pravi odnosi, ker bo tudi Slovenija veliko lepša in bolj strpna država, jaz rečem. Hvala, draga Brigita, za tvoj obisk. Hvala, res. Tukaj v studiu Ljubljana TV. Drage gledalke, cenjeni gledalci, vas pa vabim, da prevzamete moje darilo za vas, iniciacija energije na www.nejazupan.si/iniciacija-energije. S temi vajami, ki so opisane v tej knjigi, boste inicirali, navdihnili svoj dan z energijo, zato da vaš dan poteka resnično dobro. Se vidimo v prihodnji oddaji.